Pozdravljeni. Zopet smo tu pri našem običajnem komentarju novic, kjer si bomo kot ponavadi pogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo kot običajno ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj je zapisano v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov navedene v samem opisu. Tudi tokrat, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se seveda ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje oziroma moj komentar. Tako, tudi danes smo ponovili format tega malce drugačnega prispevka, tako da se lahko lotimo kar prvega današnjega sklopa. Na samem začetku se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen 25. februarja na spletni strani The Race. V tem viru smo lahko našli tabele, ki so nam prvič pokazale, kakšne tipologije pnevmatik so prisotne na predsezonskih testiranjih v Bahreinu. Kot ste verjetno opazili tudi sami, od sezone 2025 imamo 6. mešanico, seveda z oznako C6. Tu je treba dodati, da v preteklosti smo tudi imeli na razpolago 6 mešanic v teoriji, ampak one C0 na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 nismo videli. Upam, da bo tokrat drugače. A videli smo tudi nekaj drugega, kakšen izbor imajo pri posamezni ekipi za vse 3 dni testiranj in verjetno marsikdo med vami bo rahlo začuden. Verjetno ste opazili, da nekatere ekipe so izbrale celo pnevmatike za vlažno ali pa celo mokro progo. In to v Bahreinu. In verjetno komu ni jasno, zakaj so porabili tisto količino setov, ki jo imajo na razpolago. Ampak lahko bodo ekipe opravile izjemno počasne inštalacijske kroge ali pa bodo vadili same postanke. Ne vem, zanimivo je nekaj drugega. Le 2 ekipi med vsemi 20 sta izbrali mešanico C5 in C6. Williams, kar je nekako logično, kajti ta britanska ekipa lahko tudi malce lovi rezultat. In skuderija Ferrari, kjer bi lahko predvidevali, da se bo zgodilo kaj podobnega. Vsi ostali, vsaj glavni konkurenti, so se ustavili pri C4. Še mala pripomba. V sezoni 2024 na veliki nagradi Bahreina so bile na razpolago mešanice C1, C2 in C3. Rad bi poudaril še nekaj. Takrat je bila na vrsti večerno-nočna dirka z bistveno nižjimi temperaturami, tako da lahko samo sklepamo, koliko ovinkov v kvalifikacijskem načinu lahko zdrži pnevmatika C6. Sam menim, da ne preveč. A vseeno, zimska testiranja so se komaj začela, kaj več bomo povedali na prispevku v živo, ki je na vrsti v nedeljo. A mi pojdimo k drugi današnji temi. Spletni portal GP Blog je 23. februarja objavil intervju z Otmarjem Zafnauerjem.
Verjetno se ga še marsikdo spomni, kako je izgubil svoje mesto pri ekipi Alpine. In zopet Otmar Szafnauer trdi, kako vodilni pri raznih ekipah Formule 1 dobesedno ne razumejo tega športa, kako želijo čez noč spremembe, ampak Otmar trdi, da Formula 1 ni nekaj podobnega nogometni ekipi, kjer lahko od danes do jutri zamenjaš naprimer 5 igralcev in pričakuješ neke spremembe. In sam moram dodati kot običajno, da do Otmarja Szafnauerja ne čutim absolutno nobenega sočutja. Res izgubil je službo, ampak tudi zaradi tega, ker se mu je med prsti izmuznil Oscar Piastri. In čeprav Szafnauer trdi, da ni bil on tisti, ki ni podpisal pogodbe, je enostavno bil oni, ki je bil v danem trenutku odgovoren. Ni preveril, kaj se dogaja. In če nekdo trdi, da v Formuli 1 danes ti ne dajo na razpolago dovolj časa, to po mojem videnju ne sme biti Otmar Szafnauer, ki je lahko strokoven, lahko razume zadevo, ampak tako pri Racing Pointu, Aston Martinu, kot tudi pri Alpinu, čakanje ni obrodilo onih sadov, ki so si jih lastniki želeli. In lastnik, konec koncev, je tisti, ki ukaže. A toliko o bivšem glavnem odgovornem ekipe Alpine, mi raje pojdimo k tretji današnji temi. Kot poroča spletni portal GP Blog v članku, ki je bil objavljen 25. februarja, od letošnje sezone ne bomo videli več med mehaniki ekipe Red Bull Calluma Nicholsa. In mnogim navdušencem verjetno to ime ni preveč znano, ampak tisti, ki malce bolj podrobno sledite dogajanju v Formuli 1, verjetno veste, da ta temnopolti mehanik je mnogokrat v svojih družbenih profilih omenil marsikaj, kar se je dogajalo v samem ozadju. Nekdo, ki nam je lahko dal malce bolj poglobljen pogled v vse tisto, kar na raznih prenosih nismo imeli možnosti videti. Ampak brez skrbi, ne odhaja iz družine Red Bull. Namreč po 15 letih kot mehanik Formule 1 in 13 sezonah, ko se je od dirke do dirke selil po svetu, bo postal ambasador Red Bulla. In na prvi pogled bi se lahko marsikdo dejal, da ta odhod nam ne pomeni absolutno nič. Ampak verjetno se spomnite, da v sezoni 2024 je izbruhnila manjša afera glede domnevno asimetričnega zavornega sistema pri ekipi Red Bull. Nekdo izmed mnogih tako imenovanih strokovnjakih in analitikih je dejal v svojem članku, da Red Bull RB20 ima ta domnevno prepovedan sistem. In na njegov dokaj dolg članek je Callum Nicholas enostavno povedal, glej, ni res, tega sistema ni. In avtor, rahlo užaljen, je vprašal Nicholasa, kdo pa je on, da si upa tako trditi nekaj takega. In odgovor, eden izmed najboljših, ki smo jih lahko prebrali med mnogimi polemičnimi in tistimi, ki želijo zbujati pozornost. Namreč Callum Nicholas je lepo povedal, da je on tisti, ki sestavlja zadek Red Bullov in da če bi imeli takšen asimetrični zavorni sistem, bi bil verjetno najprej on tisti, ki bi ga opazil.
In tako je zadevo zaključil. In sam mnogokrat sem sledil njegovim objavam, prav zato, da sem dobil malce bolj realen, poglobljen pogled v vse tisto, kar so drugi špekulirali, kar so povedali po svoje in seveda tudi slabo interpretirali. Sam ga bom pogrešal in upam, da bomo kmalu dobili tudi neke vrste njegovega naslednika. Čeprav lahko tudi ne pri Red Bullu. Ampak tako, za danes nam je ostal še 4. sklop in poglejmo, kaj se je zgodilo v tisti rahlo bolj lahkotni temi. Za konec pa še članek, ki je bil objavljen 20. februarja na spletnem portalu Dagospia. Tu smo lahko prebrali, da je lokalna policija v kraju Fiorano identificirala tiste vandale, ki so posekali drevesa ob progi v Fiorano. Ko je Ferrari prvič preizkusil svoj SF-25, so goreči privrženci, verjetno zato, da bi lažje videli na progo, brez dovoljenj dobesedno posekali manjša drevesa tam ob progi. Policija je seveda kršitelje zakona identificirala in strogo kaznovala. In sam moram dodati, da goreči navijači so dobesedno to akcijo, vsaj po mojem skromnem mnenju, načrtovali, kajti s seboj so imeli vso potrebno orodje. Ampak že če nekdo mora napraviti nekaj, kar je v navzkrižju z zakonom, mu sam osebno svetujem, da tega ne snema, še manj pa objavlja na družbenih medijih. Ne zgleda pameten, ne zgleda herojski, zgleda samo lahkomiselen in lahko bi dejali tudi ne preveč inteligenten. Namreč tudi policija zna priti do takšnih posnetkov in posledice, kot sem povedal na začetku, so jasne. Torej, kdaj pa kdaj se je treba tudi izogniti temu, da dobesedno vse objavljamo na družbenih medijih, posebej, če ni legalno. In tudi tokrat smo prišli do konca našega običajnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.